20. decembra ob 17. uri je v veliki dvorani Župnijskega doma Slovenske Konjice potekal svečan podpis dogovora o sodelovanju pri projektu Leto Serajnikove. Pobudnik projekta je Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, glavni akter pri izpeljavi dogodkov je Martin Mrzdovnik. Pri svečanem podpisu dogovora so bili prisotni še Jože Vogrin, konjiški arhidiakon, in predstavniki kulturnih društev, ki bodo sodelovali pri tem projektu. V letu 2011 se bo skozi različne dogodke predstavljalo življenje nekdanje občanke, učiteljice, intelektualke, pesnice, prevajalke, profesorice več rodov občanov Konjic Zdenke Serajnik, saj je to leto 100. obletnica njenega rojstva. S temi dogodki bo predstavljeno njeno bogato ustvarjanje na področju poezije in življenja v duhu osebne svobode, ki kaže veličino človeka in ji s tem namenili globok poklon. Projekt Leto Serajnikove se bo zaključil s koncertom njenih pesmi in razstavo objavljenih del. Jaz pa vem, da ti si moja in da ljubiš me srčno, kaj če skrivaš to pred mano in tajiš ljudem tako. Jaz sem rožico utrgal, sina saj jo pripel, rad spoznal dekler in njega, ki mi rožo to bo vzel. Spoštovane gospe in gospodje, lik profesorice Zdenke Serajnik se je vtisnil v spomin in tudi v dušo marsikateremu Konjičanu oziroma Konjičanki, kajti, če ste pozorno poslušali, od leta 1945 pa do 1972 je poučevala slovenski jezik ali drugače, učila je mojega očeta in na koncu je en kratek čas tudi mene učila. In pravzaprav je težko primerjati lik iz ulice in pa njeno veličino takrat, ko je vso njeno znanje, izkušnje in pa predvsem ljubezen do slovenskega jezika privrela na dan. In v tistem meni je ostala v spominu kot izjemna predavateljica, ki je znala na živih primerih z slikovitimi besedami zapisati v naše spomine marsikatero pravilo, predvsem pa, kar sem že omenil, tudi to, da znamo spoštovati slovenski jezik. In ko smo kasneje jo srečevali na ulici, je dajala povsem drugačen vtis, kot je bila v svoji duši, svoji notranjosti. In tisti, ki so se potrudili, si vzeli čas in enostavno spregovorili dober dan, je vedno vsakemu odgovorila odločno, glasno in vsakega pogledala v oči. Seveda, tistega, ki pa ni imel časa za to, da bi izrekel dober dan, je šla pa mirno mimo njega. In pred dobrima 2 letoma, ko je stavba, kot je rečemo Serajnikova vila, prešla iz rok njene nečakinje Nade Serajnik Sraka v roke zasebnega podjetja, takrat smo se z gospodom Martinom Mrzdovnikom pogovarjali o tej tematiki, kaj bo s to stavbo, in on je takrat rekel, kdo ve, kam je vse to šlo, kar je tam notri ostalo. Njeni zapiski, njene knjige in še marsikaj, kot se je kasneje izkazalo za pravilno, pravo bogatstvo.
In takrat smo začeli iskati čisto po logični poti, po zemljiški knjigi in čez 3 mesece smo že imeli prvo srečanje z gospo Nado Saranik-Sraka in njenim možem in tako je prišlo tudi do tega svečanega podpisa ene pogodbe, s katero je ta njena nečakinja vso zapuščino v materialu, papirnati obliki predala lokalni skupnosti, vse z namenom, da to bogatstvo, ki smo ga pravzaprav šele odkrivali, niti se nismo zavedali, kaj je vse tam notri shranjeno, da ga ohranimo in da s tem dvignemo ime naše rojakinje, da ga povzdignemo, predvsem pa, da ga iztrgamo pozabi, da ga ohranimo. Jaz sem trdno prepričan, da smo z današnjim dnem prišli v tisto slavnostno fazo tega obeleževanja, tega spomina, kajti marsikaj je bilo že opravljenega, tako gospod Martin Brzdovnik, kot gospod Blaž Prapotnik in še marsikdo se je našel v tej zgodbi in trdno sem prepričan, da bomo januarja na svečani način priča dogodku svečanemu, ko bomo napovedali izdajo zbornika s temle pomenljivim naslovom in še nekaj dogodkov se bo zvrstilo skozi vse leto 2011. Pravzaprav predstavlja proučevanje življenja, predvsem pa njenega ustvarjanja. Ja, okoli Zdenke Sarajnik se je pravzaprav že v tistem času ustvarjal neki mit. Mit o neki ženi, ki pravzaprav veliko ve, vendar v javnosti noče nastopati, se noče pojaviti, se nekako skriva. In seveda take osebe vedno zbujajo neko zanimanje. To sem pravzaprav jaz o njej že prej vedel, ne. Preden sem jaz potrkal na njena vrata, da je povabim na literarni večer na Skomarsko hišo. To je bilo leta 2002, mislim, da je bilo. Pa sem rekla, se ti ne bo sprejela, se bo rekla, da jaz ne. Ne vem, na sreči pa se pogovarjala, pa rekla, ja, mogoče pa res pridem. No. In res je potem tudi prišla, imela ta svoj literarni večer, nekaj pesmi iz takih enostavnih je izbrala, vendar, kaj je rekla kasneje? Lahko še me povabite, še bo prišla. In res je potem prišla, ko smo imeli v aprilu tole srečanje pesnikov, vsako leto imamo po resnem dnevu Jurija Vadovnika, pa je profesor Sarajnikova prišla na to hišo, pa kasneje tudi na to prireditev, ki je v ta Vorniškem domu. In tam je tudi nekaj povedala. Ne? Žal je kasneje, naslednje leto seveda gospa umrla, tako da ni dočakala te zbirke, ki smo jo skupaj z njo pripravljali. Ona je zato vedela, dala je svoj pristanek, ja, lahko naredite to. Ko sem mi povedal, kdo bo pesmi izbral, Škof Smej je bil njen prijatelj tudi, rekel, ja, v redu, potem pa ne bo problema. Ne. In to smo potem naredili in v februarju je Zdenka Sarajnik umrla, tako nenadoma, v aprilu pa smo potem Konjičanki predstavili teh 70 pesmi, ki jih je izbral iz nekega večjega njenega opusa Škof Smej. No, kasneje je pa bilo tako, da je ta hiša samevala, pa sem ne bil radoveden. Kje pa je to, kar je ona pisala? Namreč sem predvideval, da je tega ne. No, pa sem enkrat županu rekel, glejte, mene pa to zanima, da ne bi to se kje zgubilo. No, potem smo stopili v stik za to njeno nečakinjo, pa je, ja, rekla, lahko to, sem že razmišljala, komu dati, rekla.
Pa pri zbiranju tega bilo verjetno kar nekaj težav, glede na to, da se Lej. je podpisovala. Je tako, ja. No, kasneje pa zadeva zgleda tako kot neka detektivska zgodba. Ko nekaj najdeš, potem pa greš po tisti sledi naprej, pa se ti postaje vedno bolj zanimivo. Ne? Še danes še zdaj me kliče, naprimer Troš, ta skladatelj, ki je največ enih pesmi v glavi bil. Me kliče zadnjič, čuj, je rekel, veš, kaj sem najdel? Eno kantato, ki sem jo jaz napisal, pa ne vem, kdo je besedilo napisal. Ja, gospod, dajte mi, pošljite mi besedilo. Grem jaz pogledat, jaz Zdenka Serajnik. Me kliče, oziroma piše po pošti, odkril sem, pa ni Amerika, je rekel, še eno pesem, to pa povajajo, je rekel, poglej, če je njeno besedilo. Grem gledat, seveda besedilo Zdenka Serajnik. Tako da je veliko teh pesmi, ki se verjetno še povajajo, pa so kje, ona je veliko pošiljala, ne? Na okolje, razne, celo v Argentini tole duhovno življenje glasila Slovencev, tam je ogromno njenih pesmi. Zdaj pa mogoče so celo uglasbene nekatere. To še je treba raziskati. Zdaj je samo en delček tega, kar sem, naprimer, zdaj, kar bo v tem zborniku prikazano, ne, tako da malo, seveda je pa potrebno to naprej potem raziskovati, pa recimo vsako področje posebej, kaj vem, ona je bila tudi prevajalka, ona je veliko prevajala. Alma Karlin, na primer, med prvim je bila, ki se je zavedla, kdo je Alma Karlin. Potem je veliko prevajala iz latinščine. Ona je prevedla čez 500 himen, ki so, na primer, danes v brevirju. Žal niso vse uporabili potem, so pa, v rokopisu so še, jih imam dopasnih bral, zdaj jih celo prepisujem. Verjetno čez kako leto še kako knjiga v njej, pa še. Pesmi, naprimer, ona je od ne vem katerega leta, takoj, recimo tam po 50. letu verjetno, za vsak dan napisala psalm, sonet, to se pravi pesem v obliki soneta. Sicer bolj na temo, kar je bilo ta dan pri maši, to na Božjo besedo, nekaj pa tudi bolj osebnega se najde teh, torej ogromno pesmi, ogromno. Pa lahko rečete zdaj, da jo osebnostno bolje poznate? Ja, gotovo. Zdaj se mi že bolj kaže, seveda, ta njena duhovna podoba, kljub temu, da je na zunaj bila mogoče malo tako odrezava, tako malo nedostopna, bolj trda mogoče. Vendar se za tem skrivalo ena res taka duhovno bogatstvo vsega tega, tako da se mi vedno bolj pri srcu odkrivam. Zanimiv je njen moto življenjski, ne? Ja, to pa je res. Glejte, ona se pravzaprav skoraj na nobeno pesem ni podpisala s celim priimkom. Izrecno je zahtevala, ne rabite pisati. So pisma, ki jih je pisala verjetno kakemu glasilu ali pa, če kdo kaj menda hotel izdati, ne pisati imena. Ni pomembno, kdo pač pa kaj. Njen moto pa je bil ta, da je vso življenje htela biti en neznan kartuzijan, ki na grobu nima imena, pač pa samo križ. In to je dejansko tudi ona seveda. Kar pa je seveda zdaj težava. Ni točno, se ne ve, recimo. Sem pisal tja v tole revija, ko je frančiškani izdajajo. Vse mi niso mogli nič kaj poslati, in pravi, če pa ni podpisan. Ni, pa so bili uvodniki v to glasilo njihovo. Torej, kvalitetni članki, vendar brez podpisa. So pa njeni, ker so najdeni v arhiv, ona jih ima, in tudi napisano, kdaj je poslala, kam je poslala. Tako da iz tega se da. Ja, jaz mislim, da bo še kar precej dela, zanimivega dela. Koliko je materijala? Ja, jaz sem to zdaj zbral približno 20 fasciklov, tako po tematikah. Nekaj je še gradiva, tako kakšne manjše knjižice, ki jih je tudi, ko je potovala, si vzela s sabo. Ja, kar precej. Jaz sem bil presenečen nad tem, kar je že. Verjetno še pa je kaj zunaj tudi. To pa je treba seveda poiskati.